Spoštovani gosti, spoštovane gasilke, gasilci, dobrodošli na naši slavnostni seji ob 100-letnici delovanja prostovoljnega gasilskega društva Vir. Počaščeni smo, da ste se odzvali našemu vabilu. Za začetek prvi pozdrav Gasilski zvezi Domžale, predstavnikom Gasilske zveze Domžale. Moram povedati, da se je predsednik opravičil zaradi zdravstvenih razlogov, je pa med nami podpredsednik Tone Pavlič, poveljnik Matjaž Markužič, častni poveljnik Janez Brecelnik, predstavnik Centra za zaščito in reševanje Andrej Jarc, predstavniki Gasilske zveze Moravče, tovariš Ivan Leban, predstavniki Gasilske zveze Lukovica, predstavniki Gasilske zveze Mengeš, predstavniki občine in pa civilne zaščite, tovariš Peter Kubanc, predstavnik krajevne skupnosti Marko Bergant, med nami je tudi predstavnik naše župnije, župnik se žal opravičil, zastopa pa ga Peter Grčak. Na seji upravnega odbora se je društvo odločilo in predlagalo delovno predsedstvo za današnjo sejo. In sicer so bili predlagani predsednik Bergant Anton, člani Lavrič Metka in Alojz Limoni. Pa jih kar prosim, da zasedajo svoja mesta in prevzamejo besedo. Najprej bi se v imenu članov predsedstva in pa v lastnem imenu zahvalil za zaupanje, vabil pa vse gasilce za 1 minuto molk za vse naše pokojne člane. Slavi! Zdaj pa kar nadaljujemo s to slavnostno sejo in sicer je naslednja točka kratek nagovor predsednika društva, vabimo odr predsednico Alenko Trnos, da
pove nekaj besed. Spoštovani, v čast mi je, da vas lahko nagovorim, strnem nekaj misli in izrečem čestitke ter dobre želje našim članicam in članom ob visokem jubileju. Letos praznujemo 100-letnico neprekinjenega delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Vir. Marsikdo se sprašuje, zakaj postati in biti gasilec. Odgovor je pravzaprav preprost. Gasilci smo popolnoma običajni ljudje, ki nas žene želja pomagati. Naše vodilo je humanost in humanitarnost in vedno smo pripravljeni pomagati sočloveku v stiski. Smo ljudje različnih poklicev, idej in razmišljanj. Vse pa nas združi priskočiti na pomoč, ko je to potrebno. V letošnjem letu mineva natanko 100 let, odkar so se krajani Vira in Količevega odločili ustanoviti gasilsko društvo. To društvo je globoko zaznamovalo vsa naša življenja. Kar nekaj generacij je prispevalo svoj delež, da lahko mi danes s spoštovanjem in ponosom govorimo o društvu, ki v vseh stoletjih ni samo ohranilo vitalnosti, ampak je svoj vpliv in odgovornost še povečalo. Ta obletnica je dokaz, da ima gasilstvo pri nas globoke korenine in trdne temelje. V desetletjih so generacije gasilcev dodajale kamenčke v bogat mozaik gasilske dejavnosti, na katero smo lahko ponosni. V vseh teh letih so se soočili z različnimi izzivi. Kljub izzivom Prve in Druge svetovne vojne, ki je vzela premnoga življenja vaščanov, kljub ekonomskim krizam, migracijam in drugim katastrofam, delovanje društva ni nikoli zamrlo. Biti gasilec v današnjem času pomeni tudi veliko odgovornost. Predvsem pomeni veliko obvezo na operativnem področju, ki ga zaznamujejo tudi odrekanja in izpostavljanje lastnega življenja za reševanje drugih. Da lahko to častno delo opravljamo čim bolj strokovno, varno in uspešno, se v društvu redno izobražujemo. Hkrati pa to znanje dopolnjujemo z vajami in izkušnjami, ki jih pridobimo na terenu in tudi od svojih kolegov iz poklicnih vrst. Naše društvo, kot enota druge kategorije, se spopada z izzivi, ki jih prinašajo vremenske ujme, požari in druge nesreče. Zavedamo se, da so le dobra opremljenost, visoka strokovna in fizična pripravljenost ter pozitivna naravnanost ključ do uspešnih operativnih izvajanj nalog tako posameznika kot celote. Pri tem ne smemo zanemariti tudi ustrezne skrbi za delovanje osebne opreme in vozil. Ponosni smo lahko, da razpolagamo s sodobno tehniko, ki jo tudi vse skozi dopolnjujemo, oziroma po potrebi nadomeščamo z novejšo. Trudimo se, da so naši člani opremljeni s kar se da sodobno osebno zaščitno opremo. Poleg tega pa smo neposredno vpeti v življenje lokalnega okolja in tako tudi nosilci drugih humanitarnih, socialnih, kulturnih, izobraževalnih in nenazadnje tudi zabavnih dogodkov. Gasilci si vedno zastavljamo visoke cilje in to zagotavlja naš napredek. Na tak način smo se skozi leta lotevali tudi obnove društvenih prostorov in jih uspešno izvedli. Vsak izmed naših članov je prispeval svoj delež. Kot že v preteklih letih, tudi danes največ dela in energije usmerjamo v delo z mladino. Saj se zavedamo,
da prihodnost naše organizacije sloni na mladih. Oni so tisti, ki bodo skrbeli za nadaljnji razvoj gasilstva in pisali novo zgodovino. Pri pregledu letnih poročil lahko ugotovimo, da smo delovali uspešno ter da so bili naši zastavljeni cilji tudi realizirani. Obletnice pa niso le priložnost za vrednotenje preteklih dosežkov, ampak so hkrati tudi prelomnice za postavljanje novih načrtov za prihodnost. Naj bodo v prihodnje smeli in napredno usmerjeni v strokovno delo, v zadovoljstvo skupnosti in ponos vseh članov. Tradicija naše organizacije naj ne zbledi, temveč jo ponosno prenesimo na naslednje rodove. To bo najlepša zahvala in darilo tistim, ki so postavili temelje in gradili, kar imamo danes. Ob vseh teh aktivnostih velika hvala lokalni skupnosti, da ceni, spoštuje in podpira naše poslanstvo. Pri našem delu se gre nedvomno zahvaliti tudi širše. Gasilski zvezi Domžale, občini Domžale ter krovni organizaciji naše dejavnosti, ki društvo podpira s proračunskimi sredstvi, nas izobražuje, nam tudi prisluhne in nudi pomoč pri zagotavljanju potrebnih sredstev in opreme. In za konec, iskrena zahvala vsem članom in članicam, ki s svojo prisotnostjo in požrtvovalnim delom na kakršenkoli način pomagajo. Brez vas danes namreč ne bi ponosno praznovali tega jubileja. Še na mnoga leta. Najlepša hvala predsednici Alenki za res izčrpen in lep govor. Sedaj bi prosil Metko Lavrič, da nam prebere kratko kroniko društva. Prosim. Spoštovani, naj vam na kratko predstavim delovanje prostovoljnega gasilskega društva Vir skozi zgodovino od leta 1922 pa do danes. Prva pobuda za nastanek organiziranega gasilstva na Viru sega v drugo polovico 19. stoletja. Vir je leta 1863 prizadel katastrofalni požar, ki je uničil skoraj vso vas. Ta in še drugi požari v okolici so dali povod tedanjemu županu podreške občine in poštarju na Viru, Vinku Janošu, da je začel razmišljati o ustanovitvi gasilskega društva na Viru, ki pa se je premaknila v 20. stoletje. Leta 1921 je zagorelo v strojnici, kotlarni in na žagi Franca Majdiča na Viru. Katastrofalni požar je bil osnova za pobudo Franca Majdiča, da se na Viru ustanovi gasilsko društvo Vir. Prvi sestanek je bil pod Majdičevo lipo, kjer so se dogovorili za ustanovni občni zbor, ki je bil 11. junija 1922. Takoj so se oskrbeli s prevozno ročno brizgalno in gasilskim orodjem. Brizgalno in orodje so blagoslovili na ustanovni slovesnosti 20. avgusta na dvorišču Krompotičeve kartonažne tovarne na Viru. Hitro so stekle priprave za gradnjo gasilskega doma, ki je bil predan svojemu namenu 10. maja 1925. Zemljišče za novi dom je podaril takratni veliki dobrotnik virskih gasilcev Franc Majdič. Zaradi vse večjih zahtev po porabi gasilne vode so se odločili kupiti motorno brizgalno pri strojnih tovarnah in livarnah v Ljubljani. Brizgalno so blagoslovili in predali svojemu namenu 24. julija 1932, ko je društvo praznovalo 10 let uspešnega delovanja. V tem letu so virski gasilci vključili v svoje vrste tudi 13 deklet. Na osnovi kraljevega zakona se je v letu 1933
društvo preimenovalo v prostovoljno gasilsko društvo Vir. O praznovanju 15-letnice delovanja društva so 11. julija leta 1937 razvili gasilski prapor ter izročili svojemu namenu nov uprežni voz in prevozni vitel za cevil. Živahno je bilo tudi prosvetno in kulturno življenje v društvu. Uprizorili so precej dramskih del, imeli pa so tudi ženski tamburaški zbor. Med drugo svetovno vojno so imeli virski gasilci redne vaje, dejavnost društva pa je počasi usihala proti koncu vojne. Številni člani so se borili proti okupatorju. Razvoj industrije na Viru in v okolici je narekoval potrebo po nakupu gasilskega avtomobila. Po zaslugi Hermana Breznika, ki je od Gasilske zveze Slovenije uspel pridobiti znatna sredstva, so virski gasilci leta 1951 kupili tovornjak Opel Blitz. Z veliko finančno podporo Vate Vir in papirnice Količevo je društvo Karoserijski delavnici na Viru tovornjak predelalo v tipiziran gasilski avto in ga predalo svojemu namenu 11. julija 1954. Leta 1961 je društvo kupilo novo motorno brizgalno v takratni vrednosti milijon dinarjev. Društvo je moralo zbrati polovico vsote, ostalo pa prispevala Občinska gasilska zveza Domžale. Staro brizgalno vilo je društvo predalo gasilcem na Vrh polju pri Moravčah. Konec 60-ih let so imeli vedno večje težave z voznostjo Opel Blitza. Ob veliki podpori krajanov, Občinske gasilske zveze Domžale in podjetij iz okolice je društvo v letu 1971 kupilo nov kombi IMV 1600 s 3 osmi in motorno brizgalno Rosenbauer 8/8. Nov orodni avto in motorno brizgalno so gasilci slovesno predali svojemu namenu 16. julija leta 1972 ob 50. obletnici delovanja društva. V 70-ih je stari gasilski dom postajal pretesen za hrambo sodobnejše opreme in redno dejavnost društva. Sredi 70-ih let je društvo pričelo z aktivnostmi za gradnjo novega gasilskega doma. Krajevna skupnost Doma Brejca Vir je leta 1977 društvu podarila zemljišče na južni strani kulturnega doma na Viru. Zaradi pomanjkanja sredstev za gradnjo novega doma je društvo v letu 80 stari dom prodalo, ob koncu tega leta pa je preselilo vso opremo v napol izdelane garaže novega doma. S skromnimi sredstvi so gasilci uspeli opremiti garaži in orodjarno in jih slovesno predali svojemu namenu na prireditvi ob 60-letnici obstoja društva 17. in 18. julija leta 1982. Na slovesnosti so od samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom Domžale prevzeli novo gasilsko avtocisterno TAM 130 T10. V uporabo se prodali tudi pionirsko motorno brizgalno Tomos s kapaciteto 300 litrov vode na minuto. Do julija 1982 so gasilci pri gasilskem domu opravili več kot 7000 ur prostovoljnega dela. V tem času je rast industrije in obrti na Viru narekovalo potrebo po nakupu kombiniranega gasilskega vozila. Zahtevam časa je velikodušno prisluhnila samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom Domžale in virskim gasilcem dodelila zmogljivo kombinirano vozilo TAM 170 T14. Slovesna predaja vozila je bila 15. julija 1984, gasilsko cisterno pa so virski gasilci predali gasilcem iz Blagovice. V juniju leta 1991 je izbruhnila vojna za osamosvojitev Slovenije iz razpadajoče Jugoslavije. Virski gasilci so pomagali mladi državi z logistično podporo, za cestne barikade pa so dali na razpolago kombinirano vozilo.
V letu 1994 je prešlo družbeno imetje PGD Vir v pravno last društva. Naslednje leto so uredili prostore nad garažo in jih s 1. januarjem leta 1996 dali v najem Republiki Sloveniji za njene potrebe. Najemnina prostorov predstavlja pomemben vir dohodkov društva za nemoteno delovanje. V tem obdobju je zob časa že dodobra načel orodno vozilo IMV 1600 in društvo je pričelo zbirati denar za novo vozilo. V letu 1996 je kupilo Peugeot Boxer 320 MDT. Polovico vsote za nakup vozila je prispevala Gasilska zveza Domžale, polovico pa društvo. V tem letu je društvo prejelo prvi pozivnik Swiss Phone DE506, ki je naznanil pohod sodobne komunikacijske opreme v gasilstvo. V letu 1997 je društvo kupilo prikolico in jo opremilo z motorno brizgalno Rosenbauer in pripadajočo opremo. V tem letu je društvo pričelo z dolgoročnim načrtnim izobraževanjem svojih članov, ki traja še danes. Leta 2002 je društvo slovesno proslavilo 80-letnico svojega obstoja. Obnovljeno avtocisterno TAM 130 T10 je društvo predale svojemu namenu na slavnostni prireditvi. Dne 26.9.2003 je bil sprejet sklep, da PGD ustanovi enoto bolničarjev v okviru osrednje enote za prvo pomoč civilne zaščite občine Domžale. Enota se redno izobražuje in dopolnjuje z novimi člani. V društvu imamo trenutno 6 usposobljenih članov in 3, ki se redno udeležujejo vaj željo, da bodo v najkrajšem možnem času tudi opravili tečaj za bolničarja. Skozi leta usposabljanja smo pridobili opremo, ki je nujno potrebna za uspešno delovanje enote prve pomoči. V juniju 2010 je PGD Vir pridobilo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1 tipa Renault Master. Stari kombi Peugeot Boxer ni ustrezal več predpisu o največji starosti, kakor tudi opremljenosti vozila za prevoz mladine. Nakup vozila sta v veliki meri podprli občina Domžale in krajevna skupnost Toma Brejca Vir, del sredstev pa smo pridobili tudi od Ministrstva za obrambo in donacijo krajanov. 26. novembra 2011 je bilo vozilo slovesno predano in blagoslovljeno. V mesecu septembru 2011 je bila nabavljena motorna brizgalna Rosenbauer Fox 3 pri zastopniku avstrijskega proizvajalca podjetja Mistar v Ljubljani. Brizgalno smo slovesno predali namenu v letu 2012, ko je društvo praznovalo 90-letnico obstoja. Leta 2013 planirana zamenjava sicer obnovljenega, pa vendarle 30 let starega kombiniranega vozila tam je bila uspešno izpeljana. Kupili smo novo vozilo GVC MAN 1625. Nabava vozila je bila sprejeta v srednjeročni plan nabave gasilskih vozil Gasilske zveze Domžale. Z lastnimi sredstvi in pomočjo sofinanciranja občine Domžale smo še isto leto predali vozilo v uporabo, ki nam še sedaj uspešno služi. Staro vozilo smo za simbolično ceno prodali PGD Velika Dolina na Dolenjskem. Društvo vsako leto redno servisira in obnavlja vso potrebno operativno opremo, zaščitno opremo in vozni park. Opravlja vsa potrebna vzdrževalna dela. Kot dobri gospodarji smo v preteklih 10 letih obnovili električne inštalacije in varnostni sistem. V izogib izgubi toplotne energije v letu 2019 zamenjali vsa okna in vrata na objektu. Na zunanjem delu objekta omogočili dostop krajanom do AED-ja. Sredstva za obnovo smo pridobili zbiranji prostovoljnih prispevkov ob organizaciji 2 koncertov za krajana Vira in okolice. Odzivi so bili zelo pozitivni.
Člani se redno izobražujejo na internih izobraževanjih operative v PGD Vir, izobraževanje za pripravnika in gasilca v organizaciji Gasilske zveze Domžale ter vsakoletnih razpisih za izobraževanje v okviru Urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje in izobraževalnih centrov IG in Sežana. Posamezni dogodki so zabeleženi za vsako izobraževanje v tekočem letu v aplikaciji Vulkan. Desetine članov in članic se vsako leto tudi udeležijo gasilsko-športnih tekmovanj, organiziranih na nivoju Gasilske zveze. Veliko časa posvečamo tudi razvoju našega podmladka, mladinske ekipe pionirjev, mladincev in pripravnikov. Pridno nabirajo teoretična in praktična znanja skozi vse leto. Redno vsako leto se udeležijo vseh tekmovanj v orientaciji, kvizu in gasilsko-športnih panogah ter dosegajo izvrstne uspehe. V sodelovanju z Mladinsko komisijo Gasilske zveze Domžale pa že vrsto let se odvija gasilski kviz v prostorih našega doma. Vključujemo se tudi v vse akcije, ki se izvajajo v okviru Gasilske zveze Domžale, kot je bila pomoč Kočevju leta 2018, pomoč z zbiranjem opreme za kolege iz Hrvaške o potresu, humanitarne akcije ter zbiranju pomoči za socialno šibkejše ob koncu leta. Sodelujemo pri vsakoletnem popisu hidrantov v občini Domžale. Prav tako smo člani enote prve pomoči v obdobju COVID-19 že od samega začetka bili na voljo za pomoč zdravstvenemu domu Domžale. Naj omenim še nekaj večjih intervencij na našem področju skozi leta, redno pa se odzivamo na vse pozive znotraj POS Vir Dob in na teritoriju, ki ga pokriva Gasilska zveza Domžale. Požar v MM Količevo julija 2006, obsežne poplave Podrečje september 2010, požar Helios november 2012, neurje in odkrivanje streh julij 2013, avtodom v delavnici Vajt junij 2014, iskalna akcija decembra 2016, neurje in odkrivanje streh junij 2017, vdori vode v objekte september 2018, požar MM Količevo septembra 2019, neurje s točo avgusta 2020, zalite kleti maja 2021 in požar na gospodarskem poslopju Količevo 2022. V društvu je vključenih 264 članov. Kot društvo druge kategorije zagotavljamo 34 operativnih članov, 4 rezervne člane, 20 veteranov, 64 članov podmladka, 113 članov organizacije ter 12 podpornih članov. Člani društva vsako leto opravimo preko 2500 delovnih ur. Toliko v kratkem povzetju delovanja društva skozi leta. Res je bilo kratko, če pomislimo, da zajema 100 let. Tako da hvala lepa za pozornost in na pomoč. Hvala lepa, Metki Lavric, za res lepo predstavitev kronike društva. Kot vidite, na kratko je društvo tudi zastopano s 3 prapori. Prvi prapor je med prvo in drugo vojno, drugi v Jugoslaviji, tretji pa v Sloveniji. Tako da vidite, kako se države menjajo in časi gasilci pa še vedno obstajamo na istem mestu. No, zdaj bi pa povabil predstavnika Gasilske zveze Domžale, podpredsednika Toneta Pavliča, za nagovor. Prosim. Spoštovane gasilke, gasilci prostovoljnega gasilskega društva Vir, drage krajanke in krajani naselja Vir. Vir je naselje, ki leži v osrednjem delu Kamniško-Bistriške ravnine. Ob Domžal ga loči le reka Kamniška Bistrica.
spoštovani visoki gostje, pozdravljam vas v imenu Gasilske zveze Domžale. Danes je za prostovoljno gasilsko Vir velik praznik. Člani društva že 10 desetletij, kar je spoštovanja vredno dolgo obdobje, vestno zagotavljajo pomoč ljudem o nevarnih in drugih nesrečah, ki izvajajo preventivne dejavnosti ter še mnogo drugega. Na dosežke stoletnega delovanja bi bili ustanovni člani upravičeno ponosni, ki so ob ustanovitvi društva leta 1922 prav gotovo niso mogli predstavljati, kaj vse bo društvo dosegalo v svojem razvoju in vse do današnjih dni. Zagnanosti in pripadnosti gasilstvu in kraju virski gasilci kažejo ves čas delovanja, kar kaže njihovi dosežki, ki jih v 10 desetletjih ni bilo malo. Med to lahko štejemo prostovoljno žrtvovanje na izgradnji prvega gasilskega doma leta 1925 in drugega leta 1977 je na južni strani kulturnega doma. Stalno posredovanje, povečanje urodišča in voznega parka ter skrb za izobraževanje in usposabljanje svojih članov. Dobra pripravljenost enot društva se kaže tudi v različnih tekmovanjih, tako v okviru Gasilske zveze Domžale, kot tudi širše. Poseben poudarek, ki je lahko tudi zgled prostovoljnim društvom v Gasilski zvezi Domžale, pa je stalna skrb za delo z mladimi, ki je v vrstah Virjanov nikoli ne primanjkuje. Tudi zato so zaslužni posamezniki, ki svoj prosti čas radi volje namenijo mlajšim in na njih prenašajo svoje znanje. Dolgoletno prizadevanje za novo gasilsko vozilo GBM-1 Peugeot Boxer leta 2011 z novim vozilom ste že reševali naravne nesreče, požarne in verjamem tudi kakšno življenje. Kakor tudi za pridobitvijo gasilskega vozila GVC 1625 v oktobru leta 2019. Živimo v času, ki je tudi vreme precej nepredvidljivo. Čedalje več nevarnih ujm in pojavov, ki jih nekoč skoraj nismo poznali. Danes pa se moramo z njimi soočati na tak ali drugačen način. Iskati moramo vedno nove možnosti za spopadanje z naravo, ki je včasih kruta, nepredvidljiva in pri tem tudi nikoli ne vemo, katero znanje bo treba uporabiti gasilec. Vaše društvo je septembra 2003 ustanovilo enoto bolničarjev, ki v okviru osrednje enote za prvo pomoč v okviru civilne zaščite občine Domžale. Tehnika brez ljudstva je mrtva tehnika. Tehnika lahko pokaže vso svojo zmožnost šele takrat, ko ima za seboj usposobljeno ekipo, ki zna z njo rokovati. Verjamem, da je tudi na Viru tako. Spoštovani ljubljanti, ob vaše stoletnici vsem gasilcem in gasilkam Gasilska zveza Domžale iskreno čestita in vam želimo obilo sreče tudi v prihodnje. V znak spoštovanja vam v imenu Gasilske zveze Domžale poklanjamo skromno plaketo. Zato prosim predsednico, da jo prevzame. Naj bo veselo praznovanje, vse dobro v prihodnosti. Na pomoč dobri ljudje, dragi Virjani. Hvala lepa podpredsedniku Gasilske zveze Domžale Tontu Pavliču za lep govor in za priznanje našemu društvu. Sedaj bi pa povabil predstavnika občine Domžale, gospoda Petra Gubanca, za nekaj besed. Prosim. Hvala za besedo. Jaz bi vam seveda najprej čestitil za visok jubilej 100 let
Malkrat imam priložnost, da pridem na kakšno 100. obletnico gasilskega društva, zato sem bil zelo počaščen, da ste me povabili. Vidim, da bom moral kmalu tudi čestitati za skoraj 20 let že vašega dela v enoti za prvo pomoč v okviru občinskega sistema za zaščito in reševanje, za kar smo vam posebno hvaležni. Jaz sem prepričan, da bomo tudi v bodoče lahko še na vas računali, ne samo na vseh intervencijah, tistih, ki smo jih prej slišali, ki jih je kolegica naštela, sodelovali ste tudi na vseh velikih vajah občinskega štaba civilne zaščite občine Domžale v minulih, rekel, kar že 30 letih. Zato se vam tudi zahvaljujem za to sodelovanje. Jaz sem prepričan, da bomo sodelovali še vnaprej, saj še 30 ali pa tudi 100 let. Hvala lepa na pomoč. Hvala gospodu Petru Gumancu za izbrane besede. Sedaj pa še prosil predstavnika krajevne skupnosti Vir Marka Berganta, da še on nekaj pove. Prosim. Vršice, gasilke, tovariši gasilci prostovoljnega gasilskega društva Vir, tovariši gasilci in tovarišice gasilke, spoštovani gostje. V imenu sveta krajevne skupnosti Toma Brejca Vir čestitam društvu za čestitljivih 100 let delovanja. Z tega mesta lahko obljubim, da kakor je krajevna skupnost, odnosno kraj, pomagal gasilcem v zadnjih 100 letih, obljubljam, da bomo isto pomoč nudili tudi v naslednjih 100 letih. Takrat se bojo eni srečali. Hvala. Hvala predstavniku krajevne skupnosti Marku Bergantu za pozdravne besede. Jaz bi na koncu se vsem trem predstavnikom, tako predstavniku Gasilske zveze Domžale, predstavniku občine Domžale in tudi predstavniku krajevne skupnosti zahvalil za vso njihovo podporo in pomoč v teh dolgih letih. Kot ste videli iz kronike društva, je bilo ogromno storjenega in tudi ogromna podpora je bilo strani teh organizacij. Prav tako pa bi seveda se priporočal tudi v prihodnosti, ker kot vidite se dejansko svet hitro razvija naprej in vedno bodo potrebe po še bolj moderni opremi. Zdaj bi pa predlagal, da pridemo na podelitev priznanj. No, na srečo imamo že tle tudi kratek kulturni program. Luka Lesjak in Avovtin bodo predstavili svoj repertoar. Tako da boste videli, da tudi gasilci na Viru znajo igrati. Pa bi kar prosil, da stopijo na oder in da pokažejo svoje znanje.
za res lep kulturni vložek. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko, to pa je podelitev priznanj, pa bi prosil predsednika in poveljnika društva, da pridete na oder in opravite to lepo in častno dolžnost. Metka Lavrič pa bo prebrala posamezne te nagrajence. Prostovoljno gasilsko društvo Vir na slavnostni seji v praznovanje 100-letnici društva podeljuje zahvalo za sodelovanje in podporo pri razvoju društva Gasilski zvezi Domžale. Center za zaščito in reševanje Domžale. Lep pozdrav sem skupaj v imenu sodelavcev Centra za zaščito in reševanje Domžale. Kaj je društvo? Društvo je organizirana skupina posameznikov, ki imajo skupen cilj ali pa skupen interes in se držijo dogovorjenih pravil. Vsi vemo, da je eden izmed ciljev gasilstva, se pravi preprečevati izredne dogodke in pa odreagirati, pomagati takrat, kadar do izrednih dogodkov pride. Ob 100-letnici vsem članom društva polagam na srce, naj se držijo, bom rekel, še enega skupnega interesa in to je druženje. Edino druženje bo mogoče eno izmed glavnih motorjev delovanja vseh društev, ne samo gasilskih, v naši prihodnosti. Zato smo se sodelavci odločili, tudi pri nas v službi damo veliko na to, da poleg tega, da hodimo v službo, da se družimo. Za vsakih 10 let je ena salama, ko boste zaključili z vsemi dogodki o praznovanju 100-letnice, si vzemite čas, naredite eno tako interno veseličko. Če bo pa glas v temu dogodku, kele do CZR-ja segel, bomo pa seveda z veseljem prišli pa pokazali, kako se nareže. Hvala lepa za sodelovanje. Hvala lepa. Društvo podeljuje zahvalo za usmeritve in vzpodbudo pri delu častnemu poveljniku Gasilske zveze Domžale, gospod Janez Brecelnik. Hvala lepa. 100-letni poveljnik sem po zaslugi Janeza Brecelnika. Hvala za to pomoč, za vse podatke, ki nam jih dali. Častnemu predsedniku Gasilske zveze Domžale, gospod Marjan Slatnar. Društvo podeljuje zahvalo za sodelovanje in podporo pri razvoju društva občini Domžale, urad župana. Ga tudi ni. In civilna zaščita, gospod Peter Gubanc. Za zastopnika, ok. Treba še imati še eno roko. Treba za Petra Gubanca, ki je svoje v strani, da nam prva pomoč deluje. Hvala lepa. Krajevna skupnost Toma Brejca Vir.
zelo blizu, jaz upam, da si tako blizu tudi ostanko. Ja. Za župnijo svetega Jožefa Vir zastopa danes mežnar gospod Peter Gerčar. Hvala lepa, gospodu župniku, prenesete, da kadar moli za nas, pa pogleda gor, smo tudi mi pa dostišni. Ja, hvala vam tudi, bomi župnika pa župnije, bomo da še prihodimo. Sigurno. Hvala lepa. Hvala. Za dolgoletno sodelovanje in pomoč pri intervencijah PIGD Helios. PIGD Tosama, tudi ne, PGD Do, Tosama je, bravo, kar izvolite. Lepo sam društvu častiti za 100 let, pa zahvalil vse, ker so se danes odložili naše proslave ob 70 letnici PIGD Tosama. PGD Do. Dragi sosedje, gasilci prostovoljnega društva DOB vam želijo vse najboljše ob 100. obletnici in si želimo sodelovanja, kot je bilo do sedaj. Naše darilo imate na vašem transakcijskem računu, tako da vse najboljše. Hvala sosedja, jaz se želim pa, da bi še dobro. Hvala lepa. PGD Domžale mesto. Ponovno to nekaj zraven salam. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa. PGD Pomec. Hvala lepa tudi mi, pa vam za sodelovanje, za znanje, ki si ga med sebojno delimo, pa včasih tudi za kakšno pivo, da žejo ne trpimo. Hvala. Hvala lepa za sodelovanje. Hvala. PGD Ihan. Ihan, evo gospod Ihan. Hvala lepa za obisk, hvala lepa za vse znanje, ki ste ga starejši in izkušeni prenašali na mlade rodove in tako tudi nas. Hvala. Tudi mi, gasilsko društvo Ihan, častita vašem visokem odmeju. Posebno pa zahvala Rozetu Limonitu za prijetno sodelovanje za mladino. Veliko lepega smo doživeli in tudi ustvarili. Hvala lepa, jaz upam, da se bodo 100-letniki lažje povezali zdaj, ko so vsi skupaj enaki. Ker vam pa že delati to priliko, tudi mi praznujemo letos 100-letnico in vas vabim septembra na obletnico. Hvala lepa za povabilo. PGD Jarše Rodica. Naslednjem potem Šata Dragoman. Hvala lepa sosedje, voda ne smeji, ampak vodo rabimo vsi.
Hvala lepa za besedo. Še potem. Pomoč. Iskrene čestitke vašemu jubileju. Hvala lepa. Bene pa vabim drugo leto, pa mi isto mahamo klub. Odlično. Hvala lepa. Hvala lepa za darilo. Hvala. PGD Radomlje. Potem pa PGD Rova, da se lahko postavite. Pa še naprej za sodelovanje. Hvala sosedje. Meja je sladka, ko čas pa tudi prekratka. Hvala lepa za sodelovanje. Potem pa 100 dekala vas. Hvala lepa. Hvala. PGD 100 dekala vas. Ni nekaj. PGD Studenec. Studenec je, evo gospod Mihala. Naprej pa potem PGD Študa. Nazaj, nekega vede naprej. Hvala lepa. Hvala tudi za darilo. Hvala. Čestitke v jubileju, še na mnogo leta. Hvala lepa za sodelovanje. Čestitke tudi imeni komisiji za mladino. Da bi tole darilo uporabljali samo na vajah za usposabljanje čimene intervencije. Tudi mi si tako želimo. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za sodelovanje. Jaz upam, pa verjamem, da bomo tudi naprej še sodelovali, predvsem z mladino. Hvala. PGD Želje Sveta Trojica. Potem pa PGD Trzin. Evo nekaj majhnega. Hvala lepa. Ampak priročnega. Ja. Čestitke z 100-letni vsak dan. Obenem bo bilo tudi Žeje na prevzemu avtomobila čez 12 dni. Vse vabljeni. Hvala lepa. PGD Trzin, ni. Potem pa Gasilska zveza Moravče, PGD Moravče. Potem PGD Krašce. V imenu Gasilske zveze Moravče poklanjamo zlato plaketo v 100-letnici PGD Studenec. Čestitamo jim v tej obletnici, zahvaljujemo se jim za sodelovanje. Čeprav da zadnje desetletje, 2 desetletji sodelujemo manj, ker imamo svojo občino, svojo gasilsko zvezo. Ampak kljub temu, če je pa potreba, gremo pomagati tudi drugam. Čestitam in naslednje čez 100 let. Tole za gasilsko zvezo. Hvala lepa za sodelovanje, upam, da bomo tudi naprej lahko tako, a ne? Ja. Lahko še za društvo Moravče, ali je predstavnik tukaj? Ni, Moravče ni. Potem pa še eno. Hvala lepa. PGD Krašce. Hvala lepa. Gremo za točno. Nekoč sosedje, vedno sosedje. Pozdravljam. Hvala lepa. PGD Peče.
PGD Vrh-Polje, pa PGD Virtaras, Najprej bi se lepo zahvalil za vabilo, potem bi vam čestitil za tak lep jubilej, potem vam moram še enkrat hvala reči, da nam brizgano, da leta 61 še vedno imamo. Da naš poveljnik prav, rad se imejte, zdrav bodite, pa z našo pozdravno pomoč. Hvala lepa. Ne vem, še dolgo. Sem slišal komandanta, da je rekel, da je treba vse vzeti. Gasilska zveza Lukovica, pa PGD Lukovica, pa PGD Blagovica, Krašna, Prevoje, Trojane. To se niso predstavniki. Če so, če ne, gospod razumem. Sva to gledaj, mogo povedati, da za Lukuca, pa PGD Prevoje. PGD Prevoje vam še eno manj, ko ste me dal. Lepo letnico, kako se že nekaj. Najlepše hvala. Se vidimo čez 100 let. Točno. Lahko. Prevoje. Hvala. Krašna, PGD Krašna. Vedno sosedje, gasilci pa tako ne poznamo. Iskrene čestitke za 100, mi smo 5 let za vami, ampak prehtelo se boste nam to še zmeraj naprej izgledati. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Vsi vabljeni v Krašno na veselico čez 14 dni. Če ni več nobenega z Gasilske zveze Lukovica, prehajamo na Gasilsko zvezo Mengeš, PGD Mengeš, pa PGD Loka pri Mengšu, PGD Topole, pa PIGD Lek. Zdrav sem skupaj. V imenu Gasilske zveze Mengeš, v imenu prostovoljnega gasilskega društva Mengeš in v svojem imenu seveda vam čestitam za 100 let. Moram reči, da dobro izgledate za svoje leta. Čim manj intervencij naprej, čim več izobraževanj, pa veseliti pa tudi na pomoč. Hvala lepa, mi dva bila lepa, en z pa en brez. Ja, tako je. Hvala lepa. Delovanje, ki je še do družbe. Loka. Loka pri Mengšu. Čestitam vam za vaše dolgoletno delovanje in želim še veliko uspehov naslednjem. Hvala lepa. Najlepša hvala za darilo. Ena skromna zahvala za to, kar se je včasih dogajalo, pa kar se še vedno dogaja. Hvala lepa tudi res. Hvala. Še predstavnik PGD Topole, pa iz Leka, ni. Potem pa prehajamo naprej. Društvo, ki deluje, zapravlja za dolgoletno delo v društvu, gospod Anton Bergant. Tone, hvala lepa. Zdari se delo in sodelovanje nekaj. Ne. Hvala. Moram povedati, da naš Tone skozi vsa leta zelo dobro hrani zgodovino, zapisuje, tako da se moramo v veliki meri zahvaliti njemu, da imamo toliko enih podatkov za nazaj, pa tudi za zdaj shranjeni. Tudi pri knjigi
je bil veliko pomoč, tako da še enkrat hvala. Hvala. Marko Bergant. Marko, hvala lepa. Hvala lepa, ker na zvezi skrbiš za to, da denar ostane tudi za nas. Marko, hvala lepa za vse. Ja. Alojz Limen. Ja, naš Lojze. Lojze, meni je čas, da sem jo naučil, da sem z otroki treba lepo delati. Vesel sem, da so nas iz tega vidika tudi pohvalili. Jaz mislim, da je ta pohvala predvsem in v veliki meri tvoje delo. Hvala lepa, Lojze. Lojze, zastan tak, kot si. Če bi bil boljš, bi bil že kar mal kičen. Hvala. Gospod Marjan Miklavčič. Slavko Zarnik, pa Anton Zarnik. Ni? Slavko Zarnik. Slavko, hvala lepa za delo do zdaj, hvala lepa za to, da ste nam dali temelje, da smo mi lahko gradili. Temelji so pa zdaj ne več ozkopasovni, ampak širokopasovni, pa gre boljše. Hvala lepa. Bomo prinesli. Mihael Kerč. Hvala lepa. Vidiš, da nismo razumeli, no? Poglej. Hvala lepa za zdaj, pa za to, da še podaj v stran stojite, če se malo zavajamo. Zimamo pa tudi še enega. Maksimilijan Kovač. Gospod Vinko Zalokar. Ja, Vinko Zalokar. Sem ga hotela za roko, verjetno mi jo ni hotel dati, da bi ga gor pelala s sabo. Vinko, hvala lepa. Jaz se pa zahvaljujem za vse ure, ki ste jih pustili tukaj notu, za vse nasvete, za vse dobre želje. Če si bil včasih pregan. Kako pa ljubica, da ni več tebe? Hvala lepa. Ti bo na dobrem mestu. Se zahvaljujem, hvala lepa. Gospod Janez Kepec. Gospa Marija Medle.
Marija, hvala lepa. V knjigi boste videli, kdo je Marija Maglen. Hvala. Brez tebe, tvojega znanja, ne vem, če bi lahko tako pozitivno ustvarjali, pa uspešno ustvarjala. Ne? Hvala. Društvo podeljuje zahvalo za dolgoletno sodelovanje, krajevni odbor Zveza borcev Vir. In potem pustna sekcija Striček, VŠK Budničar Vir, Društvo upokojencev Vir, Za tele 100 let ste s tam hodili 40 let merkat križke v krisovanje. Mi pa če 52 let v misel. Sam smo ga slabo merkali zmeraj zgoraj do konca. In želim, da bo čim manj gasilska, pa čim manj nesreč, pa zdravja. Hvala lepa. To bom da dajemo. Hvala lepa. Hvala lepa. imamo društvo upokojencev Vir. Spoštovane, spoštovani, lepe želje, velik čestit vsakmo posebej. Z društvo upokojencev Vir in v svojem imenu in tudi lahko rečem v imenu novega predsednika društva upokojencev Vir, kjer smo ga vodili. A veste, da je to velik prazen bil. Vam hodijo mladi, k nam hodijo pa majhen manj mladi, a ne? Ampak raven, tako jih je treba imeti. Pomagamo po svojih močeh. Kaj bi bilo brez srčnih in dobrih ljudi, ne vemo, ampak verjetno zelo bogo. Jaz vam želim samo zdravja in še enkrat zdravja, pa vse dobro. Hvala. Hvala lepa za vse to. Jaz imam pa eno večno vprašanje. A je 100-letnik upokojenca ni? Je, pa še zelo čiv. Hvala lepa. Ja. Hvala vam. Hvala lepa, da boste pržaj, takrat, ko bo tema. Odlično, hvala. Športno društvo Vir. Hvala. Cvetličarna Stupica, Nuša Stupica. Trgovina Sonček, Nataša Prelovšek. Hvala lepa, da smo lahko še lepši, okrašeni. Ne smem reči, da smo v rožcah, ker imam šefe nad sabo, tam v drugih vrstah. Jaz vam čestitam, vam res želim še naprej. Velik veselic. Pa, avtomobile same sprehodkate. Pokažite nam, kot so lepi. Hvala, če te štopala, vas bomo pobrali. Z veseljem. Hvala. Hvala lepa. Je pa to nekaj, da doprinos zraven. Hvala lepa. Še enkrat, veselitva. Območna obrtna zbornica Domžale. Ni, okej. Catering, Kovač Peter, Minka Kovač. Minke pa še ni, bo pa prišla. In Domžalec.si, Kulčar Minka. Je Minka. Minka.
Hvala lepa za vse dobrote, ki jih lahko imamo, zato da smo zrasli do 100-letnika. Hvala lepa vam. Hvala. No in še predstavnik domžalec.si. Hvala lepa. Oni so krivi, da grdo zgledam na sliki. Hvala lepa za sodelovanje. Društvo podeljuje zahvalo za pomoč pri izdaji knjige ob 100-letnici društva, oblikovalci Urška Sokler. Hvala lepa. Letošnji začetek oziroma stvar, ki smo jo z lanskega leta začeli, je bila začeta. Vsak začetek je težek, nadaljevanje pa lažje steče. Hvala lepa. Hvala tudi vam, čestitam. Hvala lepa. No, s tem je bilo končano podeljevanje priznanj. Še enkrat vse lepe čestitke in iskrene vsem dobitnikom priznanj. Sedaj pa, če ima še kakšen pozdrav, ako te kazga, da bi rad ti povedal, je zdaj priložnost, da prije krat pred mikrofon in kaj pove. Če pa ni, bi pa jaz se lepo zahvalil za vašo udeležbo. Povabil vas bi na parado, ki bo o praznovanju 100-letnico v nedeljo 19.6. ob 14. uri. Zbor pa bo ob 1:30 pred cerkvijo na Viru. No, na koncu pa še predajam besedo predsednici društva, da vas bo povabila na še terenka. Ja. Takole, jaz verjamem, da imamo že vsi suha usta, ampak ne gre ob 100 letih, po 100 letih se nabere kar nekaj prijateljev in prav je, da se jim v takem jubileju zahvalimo z eno malenkostjo. Verjamem, da bo ta zahvala najdla na neki polički prostor. Če pa prej ne, pa na kakšen deževen dan, vzemite tole našo knjigico v rokice, pa jo malo prelistajte, pa se spomnite kakšnih dogodkov, ki smo jih skupaj preživeli, malo poglejte zgodovino. Zdaj pa predlagam, tam nazadnje že vse pripravljeno, da zaključimo s tole slavnostno sejo in nazdravimo naši 100-letnici, pa še malo poklepetamo v bolj sproščenem vzdušju. Hvala še enkrat za obisk in na pomoč. No, s tem je slavnostna seja zaključena in sledite navodilom predsednice. Jaz predlagam, da se vsi počasi obrnemo za 90 stopinj.